elektrotehnike na Slovenskem ima že skoraj 80-letno zgodovino. Med programe Univerze v Ljubljani se je v okviru tehnične fakultete uvrstil takoj ob njeni ustanovitvi leta 1919. Po več organizacijskih spremembah je bila leta 1960 ustanovljena Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani, ki se skozi tesno sodeluje s številnimi tujimi univerzami. Na njej so poučevali znani profesori, kot so profesor Vratislav Bedjanič, pa profesor Mario Sana in profesor Milan Vidmar, brez katerega v Nemčiji nekoč niso postavili niti ene večje transformatorske postaje. Tudi v današnjem času so diplomiranci Fakultete za elektrotehniko, ugledni profesori na tujih univerzah, vrhunski raziskovalci in sposobni menedžerji na različnih koncih sveta. Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani je organiziranih več oblik izobraževanja. Poleg osnovnih naravoslovnih predmetov, kjer študenti spoznajo zakone, ki vladajo v skrivnostnem svetu elektronov in atomov, sestavljajo študij strokovni predmeti, ki študentom dajo uporabno znanje iz elektrotehnike. Predavanja v višjih letnikih tečejo v majhnih skupinah. Zato se profesori lažje posvetijo individualnemu delu študenti. Študijska snov je tu posredovana tudi z multimedijskimi pripomočki in računalniško podporo. Da bi inženirji elektrotehnike čim bolje upravljali svoje delo, morajo pridobiti tudi praktično znanje. Na sodobno pripravljenih vajah so jim na voljo moderne aparature, merilna in računalniška oprema za utrjevanje ter poglabljanje znanja. Ob laboratorijskem delu študenti spoznavajo uporabnost teoretičnega znanja, kar jih motivira pri študiju zahtevne snovi. Marsikdo, ki se je v osnovni šoli ali kasneje v srednji šoli navdušil nad elektromotorčki, magnetnim poljem ter začel spajkati električna vezja ali pa je sedel za računalnikom in sanjal o prihodnosti, bo lahko sprostil svojo ustvarjalno domišljijo v fakultetnih laboratorijih. Spoznal bo merilne instrumente in tehniko meritev, precizna merjenja, ki so temelj razvoja in pridobivanja novega znanja, hkrati pa so nepogrešljiv element za kakovostno proizvodnjo in učinkovite storitve. Prava industrijska merilno-regulacijska oprema in naprave s polindustrijskim videzom mu bodo omogočile raznovrstno in varno eksperimentiranje v avtomatiki, ki si je ni več stavljati brez temeljnega praktičnega znanja. Gradil bo robote, jih programiral, da bodo posnemali gibe njegovih rok, naučil jih bo govoriti, gledati, odločati in morda celo misliti. Vključeval se bo v načrtovanje novih mikroelektronskih tehnologij, uresničeval pa bo lahko tudi lastne ideje. Pri tem mu bo pomagala najmodernejša raziskovalna oprema za karakterizacijo polprevodniških elementov, ki omogoča raziskovalno in pedagoško delo ter prenos znanja v industrijo. Fakulteta ima tudi lastno moderno enoto za industrijsko izdelavo čipov. Njegovo pozornost bo morda pritegnila energija, ki se pretaka po mogočnih daljnovodih. Osnovno znanje z tega področja se prične pri električnih strojih, kakršne je že pred 100 leti skonstruiral genialni Nikola Tesla. Študenti močnostne elektrotehnike se z njimi podrobno seznanijo že na začetku svojega študija. Nadaljujejo ga s spoznavanjem elementov in delovanja elektroenergetskih sistemov, njihove zaščite in preizkušanja. Energetski transformatorji in daljnovodi morajo na primer prenesti celo udarec strele, kar preizkusijo v laboratoriju umetnih strel z napetostjo celo do 2 milijonov voltov. In na koncu študenti spoznajo, kako električno energijo pridobiti in zagotoviti, da je ta, kako samoumevno se to sliši, ves čas na razpolago.
Morda se bo vprašal, kako je mogoče tako hitro dobiti zvezo z druge strani sveta in ali je ne bi bilo mogoče dobiti še hitreje. Za hiter prenos velikih količin podatkov potrebujemo zmogljive prenosne poti, ki jih najlažje realiziramo z optičnimi komunikacijskimi sistemi. Fizika in elektronika sta si morda prav tu najbolj trdno stisnili roki in z optičnimi komunikacijami omogočili še do pred kratkim nesluten pretok informacij. Osnova optičnih komunikacij je optično vlakno, ki omogoča neprimerljivo večje podatkovne pretoke v primerjavi z doslej znanimi komunikacijskimi mediji. Študij te zahtevne snovi dopolnjujejo laboratorijske vaje, kjer se študenti seznanijo s fizikalnimi osnovami optičnega prenosa. Nekdo pa bo spoznal, da je njegovo mesto v industriji pri spremljanju in zagotavljanju kakovosti proizvodov. Kakovost proizvodov in storitev je vse pomembnejša sestavina konkurenčnega boja za zahtevne trge. Pri zagotavljanju kakovosti imajo ključen pomen precizijska merjanja s poudarkom na električnih in temperaturnih merjanjih v skladu z evropskimi standardi EN 45000. V dobi bliskovitih in vsebinsko zgoščenih komunikacij, avtomatike, informatike, multimedijskega prostora, računalnikov in robotov je tako fakulteta za elektrotehniko glavni vir znanja za različna perspektivna razvojna in raziskovalna področja. To velja tudi za izobraževanje že zaposlenih inženirjev elektrotehnike, ki se redno vračajo na svojo fakulteto po novo znanje, prepotrebno za uspešno delo v podjetju. Fakulteta jim ga posreduje v obliki specializacije in v številnih drugih oblikah dopolnilnega izobraževanja. Visoko avtomatizirani, računalniško vodeni proizvodni obrati postajajo danes temelj gospodarske uspešnosti. Diplomirani inženirji elektrotehnike načrtujejo, posodabljajo in vzdržujejo sisteme vodenja v teh obratih. Sodelujejo pri načrtovanju in gradnji umetnih inteligentnih sistemov, robotov, ki ponekod že pomagajo človeku pri različnih opravilih, hitro, natančno in z visoko ponovljivostjo. Da bi jih človek čim lažje upravljal, so moderni roboti opremljeni z robotskim vidom, sluhom in govorom. Z elektriko si je človek že od nekdaj poskušal povrniti svoje zdravje, z razvojem sodobne medicinske elektrotehnike pa se mu ta davna želja uresničuje. Z njeno pomočjo rešuje življenja, ki bi bila sicer izgubljena. Odkriva nekdaj skrite bolezni, pomaga hromim, da vstanejo in shodijo. Človekov nemirni duh pa že išče nova obzorja in v genskem inženiringu posega po nekdaj prepovedanem. Močnostna elektrotehnika je izjemno pomembna za nacionalno gospodarstvo, saj se energetika in večina industrijskih gigantov vsakodnevno srečuje z novimi izzivi in problemi, ki naj bi jih reševali inženirji elektrotehnike. Energija je naša vsakodnevna skrb. Številni strokovnjaki po vsem svetu si prizadevajo najti nove, nadomestne vire energije. Od nje je odvisna cena industrijskih proizvodov in uspešnost svetovnih gospodarstev. V Sloveniji in tudi v svetu lahko opazujemo, da je rast porabe električne energije korelirana z nacionalnim bruto produktom. V telekomunikacijah nastajajo nova področja, ki omogočajo medsebojno komuniciranje na višjem dimenzijskem in kakovostnem nivoju. Prenosni telefon, GSM, zelo dobrodošel pa je tudi drugim uporabnikom. V hitrem vzponu je videotelefonija, ki preko novih, bistveno zmogljivejših omrežij ISDN omogoča hitre, neposredne in osebne komunikacije. Razvija se učenje na daljavo, ki bo v prihodnosti učinkovito povezalo študente z njihovimi kolegi in profesorji, ne glede na razdalje med njimi. Internet ali svetovni splet je prisoten že v osnovnih šolah.
Med zelo zahtevna področja v sodobnih komunikacijah sodi grafično načrtovanje programske opreme, ki se uporablja za programiranje telekomunikacijskih vozlišč in s tem zagotavlja hiter razvoj brez napak. Študenti, ki se na fakulteti izkažejo, lahko sodelujejo pri mnogih mednarodnih projektih, čedalje več možnosti pa je tudi za izpopolnjevanje v tujini. Tako se že v času študija razvijajo strokovnjake, ki bodo gradili svet prihodnosti, v katerem bodo ljudje še bolj povezani, saj bodo računalniki dostopni skoraj vsakemu, informacije bodo v hipu obšle svet in v tej globalni vasi naj bi se človek počutil udobno in varno. Študij elektrotehnike je zaradi vseh različnih sodobnih vsebin izjemno pester in privlačen, a tudi zelo zahteven, zato je treba poskrbeti za sprostitev telesa, da se bo duh lahko spočil. Veliko študentov in študentk se zato vključi v različne športne dejavnosti, organizirajo si izlete in poskrbijo, da študentske dni ohranijo v najlepšem spominu. V tem času se še nazadnje stkejo pristne prijateljske vezi za vse življenje. Pet let nabiranja znanja hitro mine in za študenta je zagovor diplome eden najrazburljivejših in obenem najlepših trenutkov v življenju. Ko s požirkom hladnega vina izgine še zadnji občutek napetosti in ga prevzame radost, ve, da se je izplačalo, da študij kljub vsemu le ni bil pretežak in da diploma zavedno polepša življenje. Svečana podelitev diplom pred sorodniki in znanci ta občutek samo še okrepi in poglobi. Dobrodošli na fakulteti za elektrotehniko. Dobrodošli na fakulteti za elektrotehniko.